Šaleški dolini kopljejo premog že od leta 1875. V veliki meri je zaslužen za razvoj doline, zahteval pa je tudi velik okoljski davek. Velenjski lignit je energent za termoelektrarno Šoštanj, ki ta čas proizvede tretjino potrebne električne energije v Sloveniji. Zaradi doseganja podnebnih ciljev pa bo tudi Slovenija izstopila iz premoga, kar pomeni, da bodo premogovnik Velenje kljub še neporabljenim zalogam lignita zaprli. Čeprav Slovenija nove energetske strategije, ki bi jo sprejel državni zbor, nima, pa je vlada pred dnevi potrdila nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Zbrali smo odzive Mestne občine Velenje, sindikatov, Termoelektrarne Šoštanj in premogovnika Velenje. Svoja stališča v zvezi s strategijo je župan Mestne občine Velenje Peter Drmol predstavil na novinarski konferenci. Se mi zdi, da so nekateri kar odpirali šampance, zdaj, ko se je sama strategija za izstop iz premogovne regije sprejela. V Mestni občini Velenje smo seveda ob tej informaciji ostali na realnih tleh, kajti zavedamo se, tako kot smo se tudi v preteklosti zavedali, da je to pravzaprav ključno vprašanje, kakšno prihodnost želimo imeti v Velenju in v širši regiji in da pravzaprav niti nismo bili seznanjeni z zadnjo verzijo same strategije, ki jo je vlada potem na sami seji obravnavala, kar seveda pomeni, da smo morali ta dokument tudi ustrezno proučiti, se do njega konec koncev tudi opredeliti. Lahko povem, da smo v zadnjih 2 letih ogromno naše energije, našega časa, tudi finančnih sredstev usmerjali v to, da smo poskušali slediti celotnemu procesu nastajanja same strategije. V ta namen smo organizirali znotraj občinske uprave tudi poseben urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje. Poskušali smo biti koordinator samega procesa znotraj naše regije in vse to ne za željo, seveda, da komorkoli nagajamo ali poskušamo komorkoli škodovati, ampak predvsem s ciljem, da pripravimo takšno strategijo, ki bo pravzaprav sprejemljiva za našo širšo javnost. Vedno sem poudarjal in tudi danes to poudarjam, če bodo ljudje prepoznali v sami strategiji sebe, potem sem prepričan, da lahko vsi skupaj zagovarjamo takšno strategijo in da bodo tudi ljudje imeli zaupanje v sam proces. Če se moram danes opredeliti do tega, kakšna je strategija oziroma ali bi samo strategijo podprl ali ne, potem lahko mirne vesti rečem, da takšne strategije ne podpiram. Izključno ali predvsem zaradi tega, kajti strategija ima zelo ambiciozni stop iz premoga, po drugi strani pa ta strategija pušča tudi na cedilu ljudi. Vemo, da smo v zadnjih letih, pa predvsem v zadnjih mesecih podali preko 40 pripomb na samo strategijo. Ne smem reči, da pripombe niso bile upoštevane. Veliko teh pripomb je bilo upoštevanih in tudi po zaslugi teh pripomb je danes strategija veliko boljši dokument, kot je bila v preteklosti. Lahko povem, da so sami strateški in operativni cilji zelo dobro zastavljeni. Lahko povem, da je tudi nakazano urejanje financiranja postopnega zapiranja premogovnika Velenje. Še vedno je seveda zraven tudi opcija, da se ta sredstva, tako strategija predvideva, porabljajo tudi iz mehanizma sklada za pravičen prehod, kar pa je seveda za lokalno skupnost nesprejemljivo. Mi pričakujemo, da bo država za to poskrbela in da bo država zagotovila vsa potrebna sredstva za postopno in uspešno zapiranje premogovnika Velenje. Pozdravljamo tudi dejstvo, da sta tudi na pobudo Mestne občine Velenje vnešena oba dva zakona, da morata biti zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje in zakon o prestrukturiranju naše regije sprejeta. V javni obravnavi morata biti najkasneje v 6 mesecih. Mi ob tem seveda še enkrat več pričakujemo, da bomo takoj vključeni v proces priprave obeh zakonov. Ne želimo s temi zakoni biti seznanjeni samo v javni obravnavi, ampak kot ključni deležnik želimo tudi aktivno sodelovati pri pripravi teh zakonov in seveda strokovne podlage za oba zakona imamo tudi že pripravljena. In pomembno, da sledimo po vzoru Nemčije, da se oba dva zakona sprejemeta tudi istočasno.
Pozdravljam tudi, da so na nek način opredeljeni, niso pa natančno določeni sami viri financiranja za prestrukturiranje Saše regije, torej nič obvezujočega, je pa na načelni ravni so sredstva nakazana. Vzpostavil se bo center za pravičen prehod znotraj Saše regije, kar seveda tudi pozdravljamo, in kazalniki, ki naj bi se spremljali vsake 3 leta. To v sami strategiji sicer je zajeto, nažalost pa nismo bili uslišani v tem, da se pravzaprav ti kazalniki določijo in sama merila določijo v sami strategiji, da vemo, kaj bomo spremljali vsake 3 leta, da vemo, kdo bo to spremljal, kdo bo to izvajal in predvsem, kaj če neki kazalniki in merila ne bodo doseženi, kaj bomo seveda storili za tem. Tisto, kar je pa z naše strani tudi najbolj problematizirano, pa vemo, da smo o teh stvareh že veliko govorili v preteklih tednih in mesecih, ob različnih dogodkih, so pa delovna mesta. Strategija sicer zajema oziroma določa 5000 delovnih mest, ampak do leta 2050. To je za nas nesprejemljivo. Mi potrebujemo delovna mesta danes oziroma najkasneje do leta izstopa iz premoga. Čez 20-30 let nam dodatnih 3000 delovnih mest kaj dosti ne pomeni pri samem prestrukturiranju, zato sem na tem področju, lahko rečem, tudi najbolj užaloščen, da ni bila naša pobuda sprejeta. Konec koncev o tem smo govorili tudi z ministrom Vrtovcem, ko je bila vlada na obisku tukaj v naši regiji, in zaradi tega pravim, da na nek način ta strategija pušča tudi ljudi na cedilu. Že v sami strategiji je zapisano, da je po oceni pripravljalca te strategije v letu 2020 bilo približno 20% delovnih mest, ki je vezanih neposredno na premogovništvo in na proizvodnjo električne energije. To seveda pomeni za mestno občino Velenje približno 3000 ali pa več kot 3200 delovnih mest. Če sem preštejemo še posredna delovna mesta, potem veste, zakaj mi zagovarjamo 5000 delovnih mest do leta 2030. Ker država očitno ne želi sprejeti te odgovornosti, se zavedam, da bomo to odgovornost morali prevzeti znotraj lokalne skupnosti, lokalnih skupnosti, skupaj z gospodarstvom in tudi skupaj z ostalimi poslovnimi subjekti. Sam se tega izziva ne bojim, bi bilo pa seveda veliko lažje, če bi država v procesu ustvarjanja novih delovnih mest igrala tudi aktivno vlogo oziroma da bi tudi njihov scenarij na tem področju bil veliko bolj ambiciozen. Letnica izstopa iz premoga je najkasneje 2033. To je ambiciozen scenarij. Osebno seveda dvomim, da bo ta letnica vzdržala, kajti prepričan sem, da do takrat Slovenija ni sposobna zagotoviti nadomestnih energetskih virov. Je pa to seveda v domeni države in zato ne bi želel preveč manipulirati oziroma se ukvarjati s tem vprašanjem. Se mi zdi pa, da je v vsakem primeru zelo pomembno, kakšna bo energetska samooskrba, kakšna je konec koncev tudi prehranska samooskrba. Vse to daje Slovenkam in Slovencem nek pečat o kvaliteti bivanja, o možnostih, ki jih imamo, in ne znam si predstavljati seveda, da bi čez 10 let ugotovili, da smo se odpovedali enemu ključnih energetskih virov, ki ga bo nadomestil na primer ruski plin, in potem se pravzaprav lahko naša odvisnost ali soodvisnost od energetske samooskrbe v trenutku zelo spremeni. Tisto, kar danes bode ali pa kar imamo v tem trenutku tudi slabe izkušnje, je pravzaprav stihijsko izvajanje same strategije oziroma procesa prestrukturiranja. MGRT izvaja ene aktivnosti, SVRK izvaja druge aktivnosti, MZI izvaja tretje aktivnosti, mi pa pogrešamo medseborsko usklajevanje. Nekoga, ki bo celoten proces ali pa medresorsko usklajeval, ki bo koordiniral, ki bo na nek način ukvarjal se izključno s tem vprašanjem. Jaz razumem, da državni sekretarji, ministri se ob obilici dela seveda težko ukvarjajo izključno z procesom prestrukturiranja, zato seveda je naša pobuda ta, da končno dobimo nekega koordinatorja na medresorski ravni, ki se bo ukvarjal vključno s tem vprašanjem. Tisto, kar pa nas je nažalost v preteklem tednu tudi še dodatno užalostilo, lahko rečem tudi prizadelo. Že prej sem povedal, kar nekaj energije, časa, finančnih sredstev smo vložili
v postopke prestrukturiranja. Vemo, da smo pravzaprav 2 leti se aktivno ukvarjali tudi z samo pripravo strategije, da smo v naši regiji identificirali mnoge projekte, ki jih je potem Deloitte tudi ovrednotil in da so ti projekti bili tudi, kar se tiče mestne občine, projektov mestne občine Velenje, zelo dobro oziroma odlično ocenjeni. To je seveda pomenilo, da smo se v mestni občini Velenje, v občinski upravi pričeli aktivno ukvarjati s posameznimi projekti. Oblikovali smo projektne skupine, začeli pripravljati vsebine, strokovne podlage za to, da bomo čim bolj pripravljeni na samo prestrukturiranje. Pretekli teden pa smo prejeli strani posameznih ministrstv oziroma ministrstva tabelo z projekti naše regije in seveda prizadeto ugotovili, da niti enega projekta mestne občine Velenje ni na tem seznamu. Ne industrijskega inkubatorja, ne nove poslovne cone, Pesje, skratka ničesar, kar smo v preteklih letih delali, danes na tem seznamu ni. So pa na seznamu nekateri projekti, s katerimi želijo očitno nekateri reševati energetsko samooskrbo, iskati nadomestne energetske vire. Mi smo pa že večkrat povedali, da ne bomo pristali na to, da se sredstva iz sklada za pravičen prehod porabljajo za nadomestne energetske vire. To seveda pomeni, da bi lahko tudi nuklearko gradili iz teh virov, kar je seveda za nas nesprejemljivo. Mi pričakujemo in zahtevamo, da so ta sredstva uporabljena izključno za ustvarjanje novih delovnih mest in za pravzaprav razvoj te regije. Ravno to je tudi povod ali ključen razlog, da bomo danes po tej novinarski konferenci tudi poslali predsedniku vlade Republike Slovenije odprto pismo, s katerim ga želimo seznaniti z temi aktivnostmi in seveda z jasnim prepričanjem oziroma zahtevami, da želimo, da smo slišani, da so občine kot ključni razvojni segmenti posamezne regije vključene v procese prestrukturiranja in da pravzaprav imamo tudi aktivno vlogo v tem procesu. V mestni občini Velenje so že večkrat povedali, da se ne bodo prestrukturirali zaradi 235 milijonov evrov, ki so na voljo za 2 premogovni regiji v skladu za pravičen prehod, torej za Šaleško in Zasavsko regijo, ampak zaradi varnosti ljudi in nadaljnega kakovostnega razvoja doline oziroma regije. V mestni občini Velenje so pripravili projekte v skupni višini 156 milijonov evrov. Industrijski inkubator, stara elektrarna, poslovna cona Pesje, vodikove tehnologije in pa naselje za mlade na Zlatem Griču. Ti projekti so bili v fazi ovrednotenja med najboljšimi ocenjenimi in so bili kot takšni tudi dani naprej, torej da so to prioritetni projekti za našo regijo. Danes, oziroma prejšnji teden, ko smo prejeli nabor teh projektov, pa pravzaprav naših projektov ni bilo na tem seznamu. Pojavili so se pa mnogi drugi projekti, ki prej niti niso bili identificirani, ki so na neki pilotni ravni, torej projekt ali bo nekaj sredstev bomo dali, pa bomo potem videli, ali bo projekt uspešen ali ne. Mislim, da moramo mi ta sredstva znati oplemenititi res za tiste zadeve, za kar je prestrukturiranje tudi namenjeno. Torej, ustvarjanju novih delovnih mest, ustvarjanju, bom rekel, vseh teh podpornih področji, od izobraževanja, zdravstva in tukaj moramo mi graditi to skupnost, kajti samo varno zapreti premogovnik, nadomestiti termoobjekt z plinsko-parnim sistemom pravzaprav ni rešitev. Ni rešitev za našo regijo, mogoče je to rešitev za državo. Mi potrebujemo veliko, veliko več. V javnosti je sprva prevladovalo mnenje, da se Šaleška dolina enotno strinja z rešitvami iz strategije. Težko komentiram. Jaz lahko rečem, da sem se ves čas zavzemal za to, da naša regija zavzema skupno stališče. To pomeni, da vsi subjekti, gospodarstveniki, vsi ostali poslovni subjekti, nevladne organizacije in seveda tudi mestne občine oziroma občine zagovarjamo enotno stališče in me je velikokrat kar zbodlo, ko smo na nek način pozabili, da je 10 let zelo kratka doba in da pravzaprav v 10 letih Slovenija ni speljala niti enega projekta in kako šele, da bi mi uspeli zagotoviti oziroma zadostiti vsem tistim potrebam, ki jih ima naša regija za uspešno prestrukturiranje v skladu z načeli pravičnega prehoda. Zato je na nek način prišlo tudi do tega, da je tudi znotraj naše regije prišlo
do različnih stališč. Ko se pogovarjam z gospodarstveniki, ne z energetskimi gospodarstveniki iz naše regije, večina podpira seveda poslovanje oziroma kopanje premoga tudi vnaprej. Tisti, ki poznajo energetiko, se zavedajo tega vprašanja. Žal pa nekateri, verjetno tudi po naročilu kakšnega drugega subjekta, sprejemajo nekakšna drugačna stališča. Težko diskutiram o tem, kaj je v ozadju, ampak jaz sem vedno zagovarjal javni interes so delovna mesta, javni interes je toplotna oskrba in dokler seveda ne vidimo na listu papirja in potem tudi v sami izvedbi, da se to resnično odvija, do takrat je nemogoče podpirati oziroma pristajati na neke letnice. Kot rečeno, čez 10 let bomo verjetno vsi skupaj ocenjevali, ali smo se prav odločili ali ne. Glede na cene energentov, glede na odvisnost od tujega trga, se pa bojim, da bomo s tem Slovenke in Slovenci seveda za veliko prikrajšani. Je pa to seveda stvar interpretacije v medijih, kako zadevo predstaviš, ampak kot rečeno, to je predvsem nacionalno vprašanje in do tega danes niti ne bi želel preveč izpostavljati, kajti odgovornost za to je predvsem na ravni vlade in države. Mi bomo vsekakor zadevo skrbno proučili. Ne želimo biti ovira, da bi se procesi prestrukturiranja zaustavljali, zavlačevali in da bi pravzaprav kot regija potem zaradi tega tudi utrpeli veliko škodo. Zato se mi zdi predvsem na mesto, da najprej proučimo tudi iz pravnega vidika ta dokument, kakšne možnosti imamo. Meni se zdi predvsem potrebno, da se takšna diskusija odpre tudi na ravni Državnega zbora. Konec koncev gre za umik enega izmed ključnih energetskih virov in vlada kot taka, vsaj po mojem mnenju, si ne bi smela vzeti te pristojnosti, da bi izključno sama se seveda do tega opredeljevala. Zato pričakujem tudi kakšno diskusijo. Potrebno je doseči širši družbeni konsens, povedati ljudem, kaj seveda to pomeni, kakšni so plusi in minusi in potem seveda tudi doreči, kako naprej. V vsakem primeru bomo pa mi na teh stališčih vztrajali in pri pripravi vseh naslednjih dokumentov seveda zagovarjali to, kar smo zagovarjali tudi v procesu priprave strategije. In če karkoli danes, če bo strategija kot takšna seveda tudi stopila v veljavo, če bo karkoli dodatnega, da bo potrebno se do tega opredeljevati, bomo pričakovali, da se bo v posameznih zakonih oziroma podzakonskih aktih vse to upoštevalo, kar smo pravzaprav tudi mi izrazili. Svoja stališča sta na novinarski konferenci predstavila tudi predsednik sindikata Premogovnika Velenje Simon Lamot in predsednik sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije Branko Sevčnikar. Jaz upam, da ta mraz ni naša prihodnost tudi v domovih. Župan je dal zelo izčrpno poročilo samega dogajanja teh zadnjih 2 let. Jaz bom nakratko preletel, takrat smo si mi pripravili. Dejansko je zadeva taka, da smo tudi mi zelo aktivno sodelovali v tej operativni delovni skupini. Pripravili smo niz pripomb, dopolnitev. Priznati je potrebno, da nekaj jih je bilo tudi upoštevanih. Na samo javno obravnavo smo 2-krat podali tudi na 40 straneh dodatnih argumentov, podprli smo jih z pravnimi osnovami, ampak žal tiste ključne 4, ki jih bom naštel v nadaljevanju, pač niso bile upoštevane. Tudi ta presoja, celovita presoja vplivov na okolje same strategije je za nas bila zelo pomembna in v njej smo ravno tako podali pripombe. Nekje smo zdaj zataknili se, ker niso bile upoštevane v upravnem sporu in to je zgodba, ki se bo verjetno še nekaj časa nadaljevala. Da ne pozabimo omeniti edino študijo, ki je bila narejena okoli te nacionalne strategije, ki je upoštevala celotni vidik in socialni, in gospodarski, ekonomski in tudi energetski. Ta študija je prikazala leto 2042 kot tisto, ki bi bilo najbolj smotrno za izhod iz premoga. Mi se zavedamo, da se spreminja situacija, tako politična kot gospodarska oziroma okoljske zahteve v naši državi, v sosednjih državah in tudi v celotni Evropski uniji.
nekako se bo treba prilagoditi in tudi v samem nadaljevanju nismo trmasto vztrajali pri tej letnici. Jaz osebno še vedno mislim, da bi bilo najbolje nekje tam med 38 pa 42. To pomeni, da smo krepko pred zahtevami Pariškega sporazuma praktično ogljično nevtralni v energetiki, veliko dela pa ostane še verjetno v prometu pa v energetski obnovi stavb. Ker zadeve niso šle prav pot, smo za sindikatom SDE protestno izstopili iz te operativne delovne skupine lani julija. Nekako smo upali, da bojo zamenjali te ključne pogajalce, ki so po našem mnenju pretirano forsirali samo ta okoljski vidik, socialnega, energetskega pa gospodarskega za samo Šaleško dolino in tudi za samo Slovenijo pa so popolnoma zanemarili. Zdaj, po izstopu se je zadeva nadaljevala nekje na neformalnih zadevah. Poskušali smo preko raznih kanalov doseči, da bi se te ključne zadeve, jaz pravim 3 do 4 zadeve, ki niti niso tako zelo sporne, popravile v sami strategiji. Pričakovali smo nove verzije, pričakovali smo kak dokument. Dejansko vsi ti, ki smo bili deležniki v operativni skupini, vsaj mi pa tudi lokalna skupnost, verjamem, da govori iskreno, ni imela najnovejše vsebine te nacionalne strategije do same uvrstitve na sejo vlade. To je pač bilo zdaj nekje 13.1. Takrat smo se mi spoznali, da je strategija takšna, kot je, da je še vedno nesprejemljiva za nas v teh 4 točkah. Ena izmed njih je letnica, kompromisni predlog bi lahko bil trenutni nemški, kjer je letnica premikajoča, vezana na umestne cilje. Druga zadeva je ta, da se ta tabela umestnih ciljev popravi, da se naredijo novi mejniki, leto 24, leto 27, leto 30, da se uskladijo nam ključne zadeve, število delovnih mest in primerljiva delovna mesta, taka, ki bo zagotavljala življenjski standard. Pripravili smo celo tabelo, mislim, da je zelo dobra in mislim, da ne bi bila popolnoma nič hudega, če bi se uvrstila v samo strategijo. In potem bi mogli samo še določiti, kdo je tisti, ki to presoja in kakšni so ukrepi, koliko se to ne izpolnjuje. Žal to ni šlo skozi. Smo tam, kjer smo. Zavedati si moramo tudi, da imamo pri nas ogromno število invalidov in delovnih invalidov in dejansko leta 1933, kar je zelo hitro, neke prave prezaposlitve s temi omejitvami, ki jih imajo, bo težko najti. Ponovna dokvalifikacija, ponovno iti čez proces neke doizobraževanja, pa verjemite, da ne bo enostavna pot. Ravno tako smo želeli vključiti tudi te najmodernejše tehnologije, zajem ogljika, CCS, CCU. Mislimo, da okolikor bi se razvil nek projekt, v Evropi se kar nekaj dogaja na tem, bi lahko po letu 30 še mogoče tudi nadaljevali z pridobivanjem premoga. Tudi po letu 40 ogljični odtis je tam potem zelo majhen, praktično 90% ogljika se zajame in uporabi v nadaljnjo predelavo ali pa odtisne v naftne vrtine ali pa izvozi v druge države. Ker pri tem nismo bili uspešni, no moram reči, da temeljni problem je to nezaupanje, ki se je ustvarilo v teh 2 letih. V strategiji je sicer ta zakon o postopnem zapiranju, ker se bo čisto operativno navedlo vse te ukrepe, spodbujanje, jaz pravim tudi odpravnine, ne vem, kar še vse te ugodnosti oziroma način, kako bomo prezaposlili vsaj približno na pravičen način te naše zaposlene. In glede na to, kako je stanje bilo do sedaj, jaz ne verjamem, da bo kaj boljš v komunikaciji, da bo te naše želje ali pa izhodišča, ki smo jih pripravili, tudi potem spisane v zakonu. In tako sem rekel, glavni problem je nezaupanje, zato mi te strategije s to letnico in s temi ukrepi ne sprejemamo. Zaradi tega bomo uporabili vsa ta naša pravna sredstva, ki so na voljo, pa tudi ostale oblike sindikalnih zadev, da zaščitimo te interese naših zaposlenih tako ali drugače. Jaz bi se uvodoma
uvodoma povedal to, da v bistvu stališče, ki ga bom danes predstavil, je stališče sindikata, ki deluje na nivoju države in v bistvu sestavljen iz vseh sindikatov družb v slovenskem elektrogospodarstvu. Mi se krepko zavedamo, da je Slovenija v okviru podnebnega sporazuma sprejela določene obveze in te obveze tudi spoštujemo in tudi tako ravnamo. Zato smo že leta 2012 opozorili na to problematiko. Tam smo jasno našim sogovornikom na nivoju države pokazali ali pa poskušali pokazati, kaj je potrebno storiti. Prav tako smo skupaj s kolegi iz Premogovnika Velenje 2017 naredili temeljito analizo stroškov in pa vplivov in pa posledic, kaj bo takšno dejanje, ki ga ta nacionalna strategija prinaša, pomenilo. Nenazadnje smo tudi leta 2019-2020 pripravili svoj pogled in pa svoje videnje scenarije zapiranja Premogovnika Velenje in pa seveda s tem posledično tudi Termoelektrarne Šoštanj. Iz obstoječe nacionalne strategije, ki je bila, kot so že moji predhodniki jasno povedali, sprejeta tako, da je nobeden od nas ni videl oziroma ni bil s njo seznanjen. Seveda smo sodelovali v določenih postopkih, ki so jih potem na vrat na nos pred nami prikrivali. Obveščeni smo bili samo v ustni obliki, v nobeni pisni obliki. In kot takšno mi to strategijo ocenjujemo, da bom se milo izrazil, škodljivo in pa zelo, zelo nevarno. Prepričan sem, da ta odločitev, da sprejetje te strategije pomeni večjo napako, kot je bila razprodaja bančnega sistema. Menim, da bo to sicer mogoče ne kratkoročno jutri, pojutrišnjem, da to ne bomo videli s posledic, čeprav jih že, ko vidimo v dvigu cene energentov, na katere smo mi jasno opozorili, ko smo tudi to analizo 2019-2020 naredili. Vendar sem prepričan, da bomo za to izgubo ekonomske suverenosti na ekonomskem področju, se pravi pri ceni električne energije, ker bomo padli pod 50% samooskrbo, izgubili kar nekaj dejavnosti, ki bodo zapustile Slovenijo, predvsem pa tudi tukaj Šaleško dolino. Jaz mislim, da ali pa vsej ta naša videnja, ki jih na nek način skozi svoje analize jasno opredeljujemo, to jasno nakazujejo. Prav to smo mi svojim, bom rekel, sogovornikom ali pa tem, nam rekel, neprijateljem ali pa nasprotnikom na vladni strani jasno povedali, da je treba narediti temeljito analizo vplivov in stroškov, ki jih takšno dejanje pomeni ne samo za regijo, ampak za kompletno državo. Se pravi, in tukaj vidimo, da čeprav ima ta strategija v naslovu tam na koncu tudi neko besedo pravični prehod, da v bistvu niti črka P od pravičnega prehoda tukaj ni. Prav tako bi naj bila podobne aktivnosti sprejete skupaj v socialnem dialogu z partnerji, pa tudi črke S od socialnega dialoga v teh postopkih ni bilo. Tako da mi to strategijo zavračamo. Kot že rečeno, zdaj jaz mislim, da so najbolj odpirali šampanjec trgovci z električno energijo. Oni bojo carji slovenskega trga z električno energijo, ali domači, ali tuji. Vidimo, kakšne nagrade se nekateri izplačujejo. Tako da oni so v bistvu zmagovalci tega procesa in očitno je vlada sledila tem pogledom in ocenila, da je bolj važno, da nekateri posamezniki zasluži dosti več, kot pa da zaposleni, da imamo večje število zaposlenih v tej dejavnosti z visoko dodano vrednosti, ki pomeni tudi dosti večje prihodke v državno blagajno in pa seveda vse podblagajne, ki jih napajamo iz svojih plač. Zaradi sprejete nacionalne strategije in posledično odločitve o letnici zaprtja Premogovnika Velenje so zelo zaskrbljeni v Sindikatu delavcev rudarstva in energetike Slovenije. Kot so zapisali v izjavi za javnost, je po letih negotovosti in zavajanj glede izhoda iz premogovništva leta 2054 zdaj letnica postavljena na 2033 z možnostjo zamika. Skrbi predvsem to, da gre za popolnoma politično odločitev, iz katere so bili knapi izključeni, so zapisali
zapisali. Po njihovem mnenju z zakonom, ki bo pravna podlaga za zaprtje premogovnika, zamujamo že najmanj 5 let. Dejstva pa kažejo, da se bodo zgodbe korupcijskih afer, kot so bile pri izgradnji TEŠ 6, nadaljevale tudi pri zapiranju premogovnika Velenje ter prestrukturiranju TEŠ in Šaleške regije. Kot dodajajo, se je prestrukturiranje v premogovniku Velenje že pričelo, dnevno odkopavajo tone premoga, njihove plače pa ostajajo zamrznjene. Varčevanje so občutili tudi skozi celotno epidemijo, saj so nenehno delali, covid dodatkov pa niso dobili. Ob tem, da je bila zaradi epidemije tudi odsotnost zaposlenih približno 20%, to v praksi pomeni, da so vsi ostali knapi dosegli normo na račun nadurnega dela, so zapisali v izjavi. Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj sta družbi vključeni v državni holding Slovenske elektrarne. V Termoelektrarni Šoštanj, kjer je trenutno 317 zaposlenih, naj bi po določilih strategije do leta 2030 zaustavili blok 5, s čimer bi že zmanjšali porabo lignita. Leta 2033 pa bi premog povsem opustili. V TEŠ govorijo o velikem izzivu. Kako v Termoelektrarni Šoštanj ocenjujete to nacionalno strategijo, takšna, kot je zdaj bila sprejeta? Sprejetje nacionalne strategije in pa letnice prenehanja uporabe oziroma izkopavanja in pa seveda tudi termične obdelave premoga predstavlja ne samo za Termoelektrarno Šoštanj, temveč tudi za premogovnik Velenje in pa celo slovensko energetiko velik izziv. Obenem pa nam nalaga veliko odgovornost, kako v tako kratkem času speljati to tranzicijo iz zanesljive proizvodnje električne energije v verjetno malo manj zanesljive obnovljive vire. Ampak ali je že možno reči, kakšni bi bili ti viri, kajti 10 let, kot ste rekli, bo hitro mimo, torej s čim lahko pri vas nadomeščate, govora o zaprtju TEŠ-a ni? 10 let je izredno kratko obdobje, predvsem v energetiki, ki vemo, da so investicijski cikli dolgi, do 15 let in tudi več. V tem trenutku, kako nadomestiti takšen vir, kot je Termoelektrarna Šoštanj, odgovora ni. V celoti nadomestiti, seveda govorimo. Predvsem je treba vedeti, da sama nadomeščanje energije in dinamika proizvedene energije, ki jo proizvajamo iz Termoelektrarne Šoštanj, je specifika. Vsekakor imamo tudi pri nas veliko razvojnih projektov, novih projektov, kako delno nadomestiti proizvodnjo z te lokacije ali tako imenovane energetske točke, na kateri se nahajamo. Z vso infrastrukturo, z znanjem, predvsem pripadnimi zaposlenimi in pa vsemi izkušnjami, ki smo vseh teh letih pridobili, bo tudi to za nas seveda velik izziv. Projektov imamo pripravljenih veliko, ampak kot že rečeno, od ideje, zasnove do rešitve in implementacije lahko mine kar nekaj časa. Trudili se bomo, da bo to seveda najprej kar še možno in da bomo iz te lokacije seveda tudi po letu 2033 še vedno zagotavljali zanesljivo in električno ter tudi toplotno energijo za potrebe Šaleške doline. Ste pa tudi vi vključeni v to transformacijo, v te projekte, ki bodo financirani, oziroma HSE je verjetno ta krovni naslovnik? Cela skupina holdinga Slovenskih elektrarn, kot mi in premogovnik Velenje, smo vključeni v postopke, smo prijavljali svoje projekte v tako imenovan program za prestrukturiranje, sodelujemo tudi z lokalnimi skupnostmi, ustanavljamo delovne skupine, ustanavljamo konzorcije, ki bodo osnova za seveda izpeljavo določenih projektov, kajti izziv je tako velik, da tukaj sam posameznik tega ne bo zmogel. Če pa smo združeni, če so to znanje in pa izkušnje, ki smo jih vsi skupaj pridobili, združimo v eno večjo skupino, pa jaz mislim, da bomo, oziroma verjamem, da bomo uspeli, kajti konec koncev nam drugega niti ne preostane. Pogovarjali smo se tudi z generalnim direktorjem premogovnika Velenje. Ste v premogovniku Velenje sodelovali pri pripravi te strategije oziroma so bili kakšni vaši predlogi upoštevani? Zdaj seveda kot ključni deležnik same strategije smo bili v strategijo vključeni, bila je delovna skupina strani pristojnega ministrstva oblikovana. Dejstvo je, da v strategiji
je veliko naših pripomb upoštevanih, seveda pa na drugi strani tudi določene pripombe so na nek način kompromisno zajete in nekatere mogoče tudi neupoštevane. Kakorkoli ocenjujem, da strategija kot taka je prvi korak. Za nas je ključno zlasti zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ki bo sledil strategiji, kjer pa seveda, bom rekel, nas čaka še pomembnejše delo, to pa je argumentirano predstaviti potrebe, ki jih skupina Premogovnik Velenje v sklopu samega zapiranja in pa seveda tudi prestrukturiranja skupine potrebuje. Letnica 2033 je za vas presenečenje ali vendarle sprejemljiva? Zdaj seveda, da bi govorili o presenečenju, to zelo težko govorimo, namreč vemo, da je strategija se kar nekaj časa pripravljala in že v osnovi so bile letnice 33, 38 in pa 2042, se pravi vse skozi smo argumentirano predstavili naš pogled na stvar in seveda tudi letnica 2033, ki je sedaj potrjena, na nek način je dejstvo, temu se bomo kot Premogovnik Velenje primorani prilagoditi. Ne nazadnje pa tudi letnica 2038, ki smo jo na začetku nekako predstavljali kot tisto, ki bi za nas bila najbolj sprejemljiva, se pač ni zgodila. Če lahko vprašam čisto po domači, kdo bo sprejel tisti sklep? Vlada, HSE? Se pravi, strategija je zdaj na vladi bila sprejeta. K temu bo po strategiji nekje v obdobju 6 mesecev, najkasneje v obdobju 6 mesecev potrebno pripraviti zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ga prav tako predlaga vlada, sprejme ga pa seveda državni zbor. Torej, rekli ste v prvem odzivu, da imate zdaj 2 obdobji poslovanja premogovnika. Lahko malo opišete, kaj je prioriteta do 33 in kaj potem? Seveda, letnica 2033, ki je določena, predstavlja na nek način zavezo države do Evropske komisije, ne nazadnje tudi zavezo HSE-ja in posledično Premogovnika Velenje do države. Letnica 2033 nekako lahko rečemo, da bo delila delovanje premogovnika oziroma skupine Premogovnik Velenje, se pravi v prvih letih do te letnice praktično sporedno izvajati vse aktivnosti na primarni dejavnosti, se pravi na pridobivanju premoga. Seveda sporedno pa tista ključna zadeva, to pa je pripravljati skupino Premogovnik Velenje na obdobje po letnici 2033 oziroma povedano po domače, na obdobje, ko Termoelektrarna Šoštanj našega energenta ne bo več uporabljala. Ta slednja zadeva je tista, ki je izredno pomembna. Tukaj bo treba pač pripraviti ne nazadnje, kot smo že omenili, zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, sporedno s tem seveda tudi zakon o prestrukturiranju SAŠA regije. Namreč oba ta zakona na nek način dajeta sredstva, možnosti za na eni strani kontrolirano zapiranje premogovnika, na drugi strani pa za sredstva, za projekte, za ustvarjanje novih priložnosti in pa ne nazadnje ključno ohranjanje delovnih mest v dolini. Koliko je trenutno zaposlenih ali boste zdaj že postopoma zmanjševali število zaposlenih? Seveda, ta trenutek je v skupini Premogovnik Velenje zaposlenih nekaj čez 2000 zaposlenih, od tega 1152 na Premogovniku Velenje, na hčerinski družbi HTZ 790, cirka 790 in seveda pa na manjših družbah, kot sta PLP in pa Sipoteh, 35 in pa 41 zaposlenih. Zdaj, da bi, rekel, v naslednjih letih na vrat na nos kakršnekoli spremembe pri zaposlovanju oziroma manjšanju števila zaposlenih uvajali, tega ni pričakovati. Namreč mi že v zadnjih letih, rekel, dost striktno ne nadomeščamo kadra, ki se upokojuje na delovnih mestih, kjer ocenjujemo, da to ni potrebno. In seveda smo v zadnjih letih število zaposlenih v skupini že zelo zmanjšali in aktivnosti, ki bomo peljali v naslednjih letih, praktično zahtevajo pač rang tega števila zaposlenih.
Celo se lahko rečemo, da v določenih segmentih, predvsem vezanih na samo jamske aktivnosti, se pravi za dela v jami, celo razmišljamo, da bo potrebno v določenem segmentu določeno število zaposlenih celo nekoliko povečati. Seveda pa na drugi strani, bom rekel, na delovnih mestih, ki so pa vezane na druge aktivnosti, tudi nadalje optimirati in pa po potrebi racionalizirati. Kje vse se lahko uporabljajo ta znanja teh zaposlenih tukaj izven premogovništva? Zdaj seveda premogovništvo kot tako, skupina Premogovnik Velenje vključuje ogromno različnih znanj in seveda veliko teh znanj je mogoče ta trenutek zelo specifičnih, vezanih na pridobivanje premoga, po drugi strani so pa to zelo dobre reference in pa kompetence za naše kadre za izvajanje dela tudi na drugih področjih. Ne nazadnje, bom rekel, če grem iz strani tehničnega kadra, se pravi, poleg rudarjev imamo tukaj veliko število strojnikov, električarjev, tudi ne nazadnje IT-jevcev, se pravi, v teh profilih praktično so danes zelo potrebni na trgu in ena izmed naših ključnih zadev bo, da te kadre na nek način obdržimo v podjetju. Na drugi strani je pa seveda ključen segment rudarjev, ki je tudi številčno najbolj množičen v podjetju. Seveda pa tukaj lahko iščemo neke smernice s tunelogradnjo, z gradbenimi poklici. Jaz pa tudi verjamem, da poleg vseh teh aktivnosti oziroma sektorjev, ki sem jih zdaj naštel, verjamem v dobre možnosti prekvalifikacije, ne nazadnje, da lahko rudarji delajo tudi za znanje, ki jih imajo danes, z nadgradnjo preko prekvalifikacij, da pride do novih kompetenc in da bi lahko delovali tudi na drugih področjih. Seveda do takrat lahko rečemo malo, pa tudi veliko časa. Dekada ni malo za te aktivnosti, o katerih se pogovarjamo, pa tudi ni veliko. Se pravi, tukaj verjamemo, da z razumevanjem vseh deležnikov, predvsem pa s podporo lokalne skupnosti, predvsem pa države, ki bo strani katere ni ključno samo to, da zagotovi potrebna sredstva, ampak predvsem, da zagotovi tudi vse možnosti, vse mehanizme, da se dejansko projekti tudi realizirajo, izvedejo. No, knapi, tisti v jami pravijo, da jih nič ne vprašate, da so pravzaprav čisto izločeni, pa vendarle verjetno razmišljate o njih, kam z njimi. Ja, seveda, zdaj, da knapov nič ne vprašamo, rekel milo rečeno, ni res. Tudi zaradi tega, ker kot ključni deležniki sta bila vključena v samo pripravo strategije oba sindikata. Dejstvo je, kar sem že na začetku povedal, da določene pripombe so bile upoštevane, določene pripombe niso bile upoštevane. Verjamem, da strani sindikatov pripombe, ki so bile izražene, so bile mogoče tudi nekoliko bolj zahtevne in večji del teh pripomb na nek način tudi ni bil uslišan. Jaz še vedno verjamem, da naslednja faza, to je sam zakon o postopnem zapiranju, bo moral naslavljati veliko večino teh pripomb, ki so bile tukaj izpuščene. Dejstvo je, da zakon o postopnem zapiranju ne gre samo za tehnološko zapiranje premogovnika, predvsem je veliko pomembnejši segment, bom rekel, socialno-kadrovska struktura v bodoče. A ste, lahko rečete, kakšen konkreten projekt, ki ste ga morda že pripravili, ki bi lahko bil neka prihodnost po zaprtju premogovnika? Seveda, zdaj z vsemi temi sredstvi, ki so postala pač na nek način razpoložljiva na voljo, so se tudi prijavljali projekti. Zdaj skupina Holding Slovenske elektrarne je prijavila skupno 17 projektov, od tega jih je 9 vezanih na Šaleško dolino oziroma na Savinjsko Šaleško dolino. Večina teh projektov je seveda vezanih na, rečemo temu, ohranjanje neke energetske lokacije z alternativnimi viri proizvodnje električne energije. Seveda poleg lesne biomase tudi pilotni projekti o zmožnosti vodika in pa ne nazadnje projekti, ki jih ima Termoelektrarna Šoštanj, vezanih na povečanje plinskih kotlov. Konkretno Premogovnik Velenje ima mogoče ta trenutek že dosti daleč razdelan 2 projekta, to je lesno-predelovalni center, ki nekako tangira našo hčerinsko družbo PLP, kjer v prvi fazi želimo nekako povečati proizvodne zmogljivosti, v drugi fazi pa dejansko razmišljati tudi o sušilnicah in pa ne nazadnje o kogeneraciji
lesne biomase, se pravi vso proizvodnjo vsaj toplote, pa tudi deloma električne energije. Drug projekt, ki pa ga pripravljamo, je nekako mogoče že nekoliko dalje od ostalih, pa je seveda sistem krožnega gospodarstva na lokaciji območju premogovnika in HTZ-ja, kjer pa se dejansko pogovarjamo o recikliranju plastičnih materialov in pa razmišljamo in želimo izvesti pilotni projekt reciklaže fotonapetostnih modulov. Seveda, tudi vi ste že večkrat opozorili, da premogovnik se ne zapre od danes na jutri oziroma se zaklenejo vrata in se potem nič ne dogaja, da bo to trajalo približno 15 let. Kaj vse so ta dela po uradnem prenehanju kopanja premoga? Seveda, zmotno je razumeti, da že danes mi ne opravljamo tako imenovanih sprotnih zapiralnih del in pa sprotne sanacije. Dejstvo je, da zakaj je tudi zakon ključen, predvsem zaradi tega, da določena sredstva, ki že danes premogovnik iz lastne cene premoga se z njimi jih izvaja, se pravi, to gre za likvidacijo določenih jamskih objektov, določene infrastrukture, predvsem pa tisto, kar je prebivalcem bolj vidno, to pa je sanacija površine, ki je degradirana zaradi rudarjenja. Seveda po samem zaključku, se pravi po tem, ko nehamo pridobivati premog za potrebe Termoelektrarne Šoštanj, pa zaidemo v tisto drugo fazo zapiralnih del, kjer pomeni, da v prvih letih praktično potrebno likvidirati vso jamsko infrastrukturo. Vemo, da imamo danes nekje 50 km odprtih jamskih prog, se pravi jamskih rovov, in te rove ne gre kar tako pustiti, da narava z njim upravi, kakor bo upravila. Se pravi, te rove je potrebno primerno likvidirati, se pravi odstraniti vse materijale, ki so danes noter za potrebe izvajanja aktivnosti rudarjenja in jih primerno zaliti, določene lahko mogoče tudi pustiti do zarušitve, ampak prvenstveno je treba tukaj vse delati po pravilih stroke. Tisti segment, ki pa bo tudi še naslednja leta o čem bolj viden, je pa seveda sanacija površine. Bom rekel, predvsem stari prebivalci se mogoče še spomnijo, da so ta jezera včasih bila bistveno manjša, se pravi vpliv premogovnika na površje je velik, je enormen. In tukaj nas čaka pa veliko dela, predvsem pravilnega ravnanja, da bo to območje lahko primerno za kakršnekoli aktivnosti. Seveda v prvi fazi za aktivnosti mogoče vezane bolj na turizem in kmetovanje, po neki končni konsolidaciji terena, ki ne bo več prihajalo do premikov, pa se lahko tukaj začne tudi razmišljati o nekih drugih vsebinah. Ampak če govoriva o premikih in teh, govoriva verjetno o več 10 let. Seveda, ja, zdaj v samem centralnem delu, kjer poteka odkopavanja 20 let, 25 let in predvsem na spremljanje, se pravi na monitoringe samih premikov po odkopavanju, se pravi na podlagi rezultatov, ki bo jih te meritve pokazale, na podlagi tega se bo potrebno odločati, kaj v danem trenutku kam umeščati. To, da bi rekli, da lahko poselimo praktično na brežje obeh jezer v naslednjih, leta 35, ker že 2 leti ne bomo odkopavali, to pač ne bo šlo. Dejstvo je, da na teh območjih bo kar nekaj časa potrebnega, da bomo lahko tudi postavljali neke zahtevne gradbene objekte, vsekakor pa to ne velja za celotno območje pridelovalnega prostora. Tudi vplivi rudarjenja so nekako ta trenutek najbolj izraziti na področju med obema jezeroma, se pravi na področju sanacije ograzdnin. Večji del ostalih degradacij pa vezan predvsem na območje pod Družmirskim jezerom in pa seveda v smeri Gaberk oziroma na Goricah. Se pravi, v tem segmentu na posameznih območjih bo seveda konsolidacija in pa zmožnost uporabe teh prostorov za množico drugih dejavnosti nekoliko otežena, predvsem pa bo treba spremljati realno stanje in odziv terena. Kaj pa pregrada med jezeroma? Seveda, zdaj o pregradi med jezeroma smo v zadnjih letih veliko govorili. Jaz verjamem, da tudi sam pogled na pregrado danes je nekoliko drugačen kot pa pred leti. Uspelo nam je na nek način z dodatnimi aktivnostmi, z dodatnimi materijali zagotoviti, da teh vodnih akumulacij na sami pregradi ni več oziroma se pojavljajo občasno zgolj kot posledica padavin. In dejansko pregrada kot taka je v bistveno boljšem stanju. Kljub temu pa treba poudariti, da statične analize, ki so bile narejene,
da tudi če so gor vodne akumulacije na samo stabilnost pregrade bistveno ne vplivajo. Vsekakor je pa treba priznati, da že javnost je lahko bistveno drugače tretira samo pregrado, če dejansko vidi, da je tudi na videz v dobrem stanju in potem so tudi naša zagotovila, da pregrada dejansko v takšnem stanju, kot mora biti, pade na plodna tla. Ampak to bo skrb vaša tudi potem v prihodnje oziroma pač od nekoga? Seveda, vsekakor. Tudi pregrada je ena izmed ključnih objektov, ki bo tretirana v sklopu celotnega spremljanja terena. Se pravi, tudi monitoring pregrade bo ključen. Z naše strani je to tudi ena izmed ključnih postavk v samem zakonu o postopnem zapiranju, kjer danes že poskušamo definirati vsa sredstva za potrebe zapiralnih del, kamor sodi tudi pregrada. Seveda, na drugi strani lahko tudi rečemo, da bo že v naslednjih letih odkopavanje pod samo pregrado bistveno manjše intenzitete, kar pomeni, da bo tudi vplivi na pregrado že do obdobja 2033 manjši. Vsekakor je pa na koncu edina merodajna stvar, ki je izmera in pa analiza izmerjenih podatkov, na podlagi tega pravilno postopanje. Vas zelo skrbi za prihodnost Šaleške? Bom rekel, da za prihodnost Šaleške doline težko reče, da me skrbi. Vidim ogromno potencialov, mogoče sem samo malo zaskrbljen, ali bomo uspeli vse te potenciale, ki se kažejo v Šaleški dolini, tudi izkoristiti. Ne nazadnje, tukaj ni to samo v moči, bom rekel, lokalne skupnosti ali pa premogovnika Velenje, predvsem bo tukaj treba najti razumljivo komunikacijo z državo in pač tukaj seveda računamo na pomoč države. Ne samo v finančnem smislu, ampak predvsem tudi v podpiranju projektov, za katere dolina verjame, da bo lahko v prihodnje prosperirali, da bo v prihodnje zagotavljali delovna mesta.